ptujski bolnišnici se ukvarjajo z veliko finančno in kadrovsko stisko. Neznanci so na pokopališču Pobrežje ukradli 3 bronaste kipce. Vinski letnik 2013 je dobil prav dobro oceno. Dober večer. Najprej na Ptuj, tam je danes popoldne zasedel svet zavoda tamkajšnje splošne bolnišnice, ki se spopada z veliko finančno in kadrovsko stisko. Med drugim so obravnavali kazen davčne inšpekcije zaradi nepravilnega izplačevanja plač zdravnikom samostojnim podjetnikom. Več informacij o tem pa ima Franja Pižmoht, ki se nam zdaj oglaša s Ptuja. Pozdravljeni. Ptujska bolnišnica je lansko leto končala z 2 milijonoma evrov izgube. Polovico izgube je pridelala s poslovanjem, preostanek je izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij in že omenjena kazen davčne inšpekcije zaradi nepravilnega izplačevanja plač samostojnim podjetnikom. Člani sveta zavoda so danes o davčni odločbi tudi razpravljali, vendar so sejo na tej točki zaprli za javnost zaradi varovanja osebnih podatkov. Davčna uprava jim je tako naložila več kot 600 tisoč evrov kazni, kar vključuje davčni dolg in tudi obresti. Del so z izvršbo že poravnali. Sicer pa si bolnišnica zaradi finančnih težav prizadeva pridobiti kredit iz enotnega zakladniškega računa Ministrstva za finance. 2-krat so jim vlogo že zavrnili, tudi zaradi dvoma o preglednem poslovanju bolnišnice. Toliko zaenkrat, več pa v jutrišnji informativni oddaji. Hvala, Franja. Mariborske lekarne po današnjem sklepu sveta zavoda po dokaj zapletenih finančnih transakcijah rešujejo hčerinsko družbo Marifarm. Kot je znano, se v Marifarmu že vse od ustanovitve kopljejo v dolgovih, okrog 100 zaposlenih pa plač ne dobiva redno. Podjetje so pred stečajem zdaj rešili z novim zadolževanjem in postopno prodajo zastavljenih delnic. Vse glasnejši pa so očitki, da gre za kupovanje socialnega miru ter s tem političnih točk in ne za finančno vzdržno potezo. Direktor lekarn Maribor in hkrati še direktor Marifarm Albin Turk, z današnjim dnem sicer to mesto v Marifarmu predaja prokuristki, zatrjuje, da bodo zadolženost Marifarma zmanjšali za 40%. A ne gre za sveži denar, temveč bodo z novim kratkoročnim posojilom, za katerega pa naj bi zdaj jamčile lekarne, krpali stare dolgove. Skupno Marifarm bankam dolguje okoli 30 milijonov evrov. Za premostitven manever, kredit, kjer so sodelovali vsi partnerji, vsi vključeni. Banka, seveda pa zadaj tudi lastnik in sam Marifarm. Pri tej sanaciji pa Turk močno računa na državno poroštvo in pomoč največje upnice Nove KBM. Z banko smo to uredili z sprejetjem sporazumov za prodajo zastavljenih vrednostnih papirjev. To so delnice Krke v višini 172.826 delnic. Zatem bomo zmanjšali zadolženost za cirka 11 milijonov. Da gre za metanje denarja v brezno, se bo Marifarm letos dodatno ustvaril okoli 3 milijone izgube, novih poslov pa naj ne bi imel, pa zatrjuje župan občine Rače Fram, ki je solastnica mariborskih lekarn. Predvsem zaradi volitev predstavljamo neko agonijo, sem prepričan, da te zgodbe se ne bo dalo rešiti. Za mene je to, čisto po domače povedano, gospodarski kriminal, izčrpavanje podjetja Mariborske lekarne. Ter dodaja, da bo zahteval naj tako vodstvo Marifarma in lekarn kot člani zavoda, ki so potrdili tak finančni projekt, tudi odškodninsko odgovarjajo. Štajerska gospodarska zbornica je danes pripravila pogovor na temo prihodnost Slovenije po priporočilih Evropske komisije. V pogovoru je sodeloval tudi ugledni upokojeni ekonomist dr. Peter Kraljič. Prednosti naše male države je osvetlil v luči globalnega gospodarstva in konkurenčnosti. Spomnil pa je tudi, da je bil Maribor nekoč bogato industrijsko mesto in pojasnil, zakaj so danes skoraj vse tukajšnje tovarne zaprte. Zgodba Tama je zgodba nerazumevanja možnosti, a hkrati tveganj globalnega trga, česar politika po osamosvojitvi ni razumela, je prepričan priznani ekonomist. Jaz upam se, tisto znanje, ki je bilo tukaj že nič popolnoma izgubljeno. Seveda nekatera podjetja, tam smo govorili, so tako rekoč zginila, ampak mislim, da bi zato se nekaj še enkrat potrebna, jaz vem, koliko je to narejeno, ena točna analiza teh sposobnosti in znanja, ki tukaj obstaja, dejstvo, da imate teh 20 ali 25 tisoč študentov, je to ogromen intelektualni potencial. Z več zornih kotov je tudi osvetlil preveliko javno porabo v Sloveniji, prepoceni prodajo državnih podjetij brez premisleka o tem, katera podjetja so ključna za prihodnji razvoj, nekredibilnosti politike ter nekonkurenčnosti našega gospodarstva. Treba imeti eno določeno ugotoviti problem in narediti akcijo, konkretno in akcijo speljati do konca, ne samo analizirati.
glavni faktor tega mora biti, kako ustvariti in izboljšati našo konkurenčnost na teh različnih nivojev. Ker samo konkurenčnost nam bo zagotovila gospodarsko rast, samo gospodarska rast nam bo zagotovila ustvarjanje novih delovnih mest, ki jih mi rabimo 60 do 70 tisoč. V bistvu ni tiste neke enotne strategije, tako ni nacionalne strategije, tudi ni na nek način regionalne strategije. In če smo čisto pošteni, mi v bistvu v tem trenutku nimamo regij. Povedal je še, da je Slovenija zamudila vlak, ki je denimo dokaj hitro iz krize odpeljal Nemčijo in Avstrijo in da stojimo že več let na peronu skupaj s Francijo z velikim javnim dolgom. Zato upa, da bodo skorajšnje volitve le povezale stranke, gospodarstvo in sindikate, da začne Slovenija bolj odločno udejanjati bruseljska priporočila. Na največjem mariborskem pokopališču na Pobrežju, ki je vključeno v poti evropsko pomembnih pokopališč in se ponaša z bogato kulturno dediščino, so neznanci najverjetneje v noči na ponedeljek odtujili 3 bakrene skulpture žalujočih žensk. Gre za skrunitev grobov in spomina na umrle. To je prizadelo svojce pokojnikov, pokopališču pa povzročilo škodo, saj je ostalo brez pomembnega dela kulturne dediščine. Kraj in vandalizma tolikšne razsežnosti na Pobrežkem pokopališču v Mariboru še ni bilo. To je moja mama dolga leta šparala za to, da ker si je želela tako grobnico in je zbrala vso ljubeznjo. Kipi, predstavljeni tudi v vodniku Pobrežkega pokopališča, so bili pomemben del kulturne dediščine. Zato so tudi v pogrebnem podjetju Maribor takoj obvestili policijo in varnostno službo. Mi smo skupaj upravili oglede, ne samo teh področij, ki so bila torej te skulpture odtojene, ampak tudi ostale druge podobne. In seveda, kaj smo ugotovili, da so bile tudi ostale figure že pripravljene za odtojitev le-teh. Če bi mi to naredili, ne vem, če bi se lahko s čim poplačalo to. Zelo, zelo žalostno to, da še mrtvecev pri ne pustijo. To je vse skup žalostno, ker smo tako daleč prišli že. Neznanci so bakrene kipe, težke več 100 kilogramov, odpeljali kljub ograji zaklinjenim vhodom, videonadzoru in poostrenemu nadzoru redarjev. To je šlo za zelo zorganizirano družbo. Jaz se samo ne znam opredeliti, ali je šlo za bronaste kipe zaradi njihove umetniške vrednosti ali je šlo za bronaste kipe zaradi njihove sestavine. Pliberškova še opozarja, da morajo nagrobnike, posebej tiste dragocene, svojci zavarovati pri zavarovalnicah. Pogrebno podjetje namreč ni lastnik nagrobnikov, temveč samo zemljišč za grobove. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Gregor Pivec, je danes na kardiologe, ki so preklicali soglasje za stalno delovno pripravljenost, naslovil javno prošnjo, naj soglasja vrnejo in tako zagotovijo nemoteno zdravstveno varstvo. Po njegovih zagotovilih je vodstvo kliničnega centra storilo vse, da bi težave rešilo tudi v zadovoljstvo zaposlenih. Hkrati je obljubil, da bodo zaposlili še 2 zdravnika specialiste. Ob tem je Pivec zdravnikom zagotovil, da bodo za povečan obseg dela v skladu z zakonom prejeli 20% dodatno plačilo. Kdo so najmočnejši slovenski politiki? Predsednik republike Borut Pahor po anketi Episcentra, objavljeni na spletnem portalu siol.net, ostaja na vrhu lestvice. Za petami pa mu je Miro Cerar, ki je nedavno ustanovil svojo stranko. Na lestvici sledijo predsedujoči SD-ju Dejan Židan, predsednik Desusa Karl Erjavec in premierka, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek. Kaj pa je bilo najbolj odmevnega danes v Sloveniji? Slovenske novice. Vlada je na današnji seji potrdila načrt, kako slovenskim železnicam zagotoviti sredstva za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, pa tudi kako sanirati škodo, ki je zaradi žledoloma nastala na železniški infrastrukturi. Ni pa potrdila sprememb zakona o Darsu, v okviru katerih bi dobili sredstva za vzdrževanje državnih cest. Poslanci državnega zbora na izredni seji obravnavajo vprašanje preveč izplačanih plač zaposlenim v javnem sektorju. Predlagana novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju omogoča poravnavo med delodajalcem in delojemalcem, ki bi vračal razliko v višini največ 2 osnovnih plač za zadnjih 10 mesecev pred prenehanjem izplačevanja previsoke plače. Po ugotovitvah inšpektorata za javni sektor je bilo preveč izplačanih plač za 7,3 milijona evrov. Poglejmo še k vinarjem. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je danes v Jarenini pripravil vinogradniško-vinarski posvet vinorodne dežele Podravje. Gre za tradicionalno strokovno predstavitev zadnjega vinskega letnika. Hkrati pa je to tudi enkratna priložnost za skupno razpravo o trenutnih razmerah v vinarstvu.
Več kot 150-letna tradicija in skorajda polovični delež slovenske pridelave vin sta značilnost pridelovalnega območja Štajerske Slovenije. Povezovanje, turizem in kultura pa odgovori na krizne razmere, ki v vinorodni deželi Podravja še vedno prevladujejo. Najslabša stvar je, ki se nam dogaja v tem trenutku, da postajamo, rečemo, za nekoga surovinska baza. Pa ne samo v vinogradništvu, tudi v drugi pri lesarstvu, pa tudi v živilskem predelovalni sreči pogledate, ista stvar. Večje kleti, zlasti tiste, ki večino predelka prodajo v Evropo in svet, poudarjajo kakovost. Med zadnjimi 10 vinskimi letniki je lanski umeščen na 5. mesto. 2013 je bil en tak soliden letnik, malenkost više kisline, aromatika je dobra, tako da je bil je kar dobro sprejet na trgu. V največjem mereninskem vinarju, ki je v lasti avstrijske družbe, prodajo 90% vina v tujino. Polovico domače prodaje pa na lastnem dvorišču. Delež te prodaje raste tudi pri največjem slovenskem vinarju. Trenutno so določene pobude, da bi se na nivoju Štajerske, se pravi od avstrijske meje pa potem do južne meje z Hrvaško, povezal ta turistični segment, da bi imeli potem nekaj proizvodov, ki bi jih kot en paket tržili skupaj. S pravo turistično ponudbo in povezavo med vinarji ter lokalnim okoljem lahko ta dejavnost prebudi podeželje. Najbližji dokaz – avstrijska Južna Štajerska vinska cesta. Slovenska Karitas ta teden začenja dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo. Z njo bodo socialno ogroženim otrokom pomagali pri nakupu šolskih potrebščin. V preteklem šolskem letu so na Karitasu z akcijo pomagali več kot 12.000 otrokom, kar je za 10% več kot leto prej. Karitas tudi letos pričakuje podoben ali še večji obseg prošenj povezanih s šolo. Poletna dobrodelna akcija bo trajala do začetka novega šolskega leta. Ustavimo se še v Pomurju. Med 61 osnovnimi šolami, ki bodo v prihodnjem šolskem letu v 2. razredu začeli uvajati tuji jezik, sta zgolj 2 iz pomurske regije. Od 38 šol se jih je sicer prijavilo 10, a niso ustrezale, ker nimajo primernih učiteljev, so sporočili z Ministrstva za šolstvo. Za poučevanje bi namreč morali opraviti dodatno enoletno izobraževanje, ki bi ga morale sofinancirati šole, te pa denarja za to nimajo. Dobrih 2700 evrov stane enoletno izobraževanje na pedagoški ali filozofski fakulteti, brez katerega učitelji ne bodo mogli poučevati tujega jezika v 2. razredu. Čeprav polovico šolnine plača ministrstvo, večina šol učiteljev še ni poslala na izobraževanje. Glede na to, da šola denarja nima, ministrstvo res nekaj prispeva, učitelji sami, da bi si to plačevali, mislim, da ni smiselno. Vendar smatram, da so naše kolegice dovolj usposobljene, imajo v končni fazi že kilometrino, tudi s poučevanjem, skozi so dale te seminarje in glede na trenutno stanje financ večine šol v Sloveniji si tega ne moremo privoščiti. Šoli zato na razpisu nista bili izbrani, pristojni pa ostro zavračajo očitke, da se šole na spremembe niso pravočasno pripravile. Mislim, da smo naredili, kolikor je v danih razmerah bilo mogoče narediti, da bi se prijavili in bili izbrani na tem razpisu. A dejstvo je, da je uspelo le radenski in veržejski šoli. Imeli smo srečo, da je naša učiteljica, ki smo jo zaposlili pred letom na razredni stopnji, že v času študija opravila vzporedni študij germanistike in ima za to pogoje. Sicer si plačila za izobraževanje ne bi mogli privoščiti, dodaja. Z ministrstva pa so sporočili, da je zakon o osnovni šoli jasen. To pomeni, da bo izpopolnjevanje učiteljev obvezno. Tako se bodo šole očitno morale znajti same. V Mariboru in Radljah ob Dravi zaznamujejo 10-letnico Foruma slovanskih kultur. Mednarodna ustanova, v katero je vključenih 13 slovanskih držav, povezuje in predstavlja slovansko kulturo, znanost in umetnost, njeno ustvarjalnost in dediščino. Med njihovimi pomembnejšimi projekti je zbirka 100 slovanskih romanov, pripravili pa so tudi filmske in literarne festivale, konference, koncerte in razstave. Včerajšnje celodnevno dogajanje v Mariboru, v katerem je sodelovalo več kot 900 nastopajočih, se je končalo svečano akademijo v Mariborskem gledališču in branjem literarnih del Nobelovih nagrajencev. Za udeležence tekme svetovnega pokala z malokalibrskim in zračnim orožjem je pester dan. Pa tudi uspešen, kar se tiče slovenskih nastopov. Teh je bilo kar 14, Živa Dvoršak se je uvrstila v finale trojnega položaja z malokalibrsko puško, Petra Dobravec pa je zračno pištolo v finale zgrešila le za krog. V Gaju pri Pragerskem je strelke spremljal kolega Drago Soršak iz športnega uredništva.
Naša najboljša strelka je lahko zelo zadovoljna z rezultatoma, ki jo je dosegla v Gaju pri Pragerskem. 2 uvrstitvi v finale, ob trojnem položaju je bila med osmerico najboljših še zračno puško, sta rezultata, ki dokazujeta, da se Dvoršakova nahaja v vrhunski formi. Je še kar precej rezerve, tako da všeč mi je, da sem tudi navkljub slabšim razmeram danes na strelišču, predvsem zaradi vetra in ne nazadnje je težje strelišče, da sem izvlekla v bistvu svoj maksimum in nek minimalen rezultat, s katerim sem zadovoljna. Finalni nastop v trojnem položaju je Dvoršakova končala na 7. mestu. Višjo uvrstitev je preprečilo streljanje v klečečem položaju, v katerem je bila 8. V ležečem je nato uspela prehiteti Švicarko Mišljarjevo, v stoječem pa je zadnji strel, ko je dosegla le 9,1 kroga, preprečil napredovanje na 6. mesto. Gre za svetovni pokal, najvišjo stopnjo tega rednega tekmovanja v strelskem športu. In uvrstitev v 2 finali je bilo nekaj, kar smo lahko v bistvu samo potiho sanjali. To je uspelo na domačem terenu in verjetno se bomo šele kasneje začeli zavedati, da je to res en velik uspeh za živo in za slovensko strelstvo. Renata Oražem je v trojnem položaju osvojila 47. mesto. Zelo blizu uvrstitvi v finale je bila zračno pištolo Petra Dobravec. Gorenjka je nastop med osmerico najboljših zgrešila samo za krog. V moški kategoriji je bil najuspešnejši Slovenec Kevin Venta, ki je bil 33. Francija si želi okrepiti turistični sektor in pritegniti več tujih gostov. Da bi to dosegli, pa je ministrica za trgovino Fleur Pellerin med drugim poudarila, da mora država ponovno pridobiti občutek gostoljubnosti, saj Francozi uslužnost prepogosto zamenjajo s servilnostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S tem nakazujemo na dogajanje na mednarodnem prizorišču. Na vrsti so mednarodne novice. Saško Jazbec. V Španiji je kot novi kralj prisegel 46-letni Filipe in tako na španskem prestolu nasledil svojega očeta Juana Carlosa. Ob prisegi v parlamentu je Filipe obljubil, da bo izpolnjeval svoje naloge, ki mu jih narekuje španska ustava. Dogodka v parlamentu so se udeležili španski ministri, poslanci in nacionalni politični voditelji, niso pa povabili nobenega od tujih državnikov in predstavnikov monarhij. Novemu kralju je že pred prisego v parlamentu na slovesnosti v palači Zarzuela, rezidenci kralja, oče nadel prepasnico vrhovnega poveljnika vojske. Na kratki slovesnosti so bili poleg članov kraljeve družine prisotni člani generalštaba španskih oboroženih sil. Na Kitajskem so 3 aktivistke boja proti korupciji na večletne zaporne kazni obsodili zaradi kršitve javnega reda, med drugim zaradi netenja prepirov in provociranja težav. Trojica se je lani fotografirala s transparenti s pozivi vladnim uradnikom, naj v znak boja proti korupciji razkrijejo svoje premoženjsko stanje. Argentina ne bo mogla povrniti dolga upnikom, ki so pred leti pristali na prestrukturiranje dolga, če ne bo hkrati povrnila celotnega dolga do skladov, ki jih ga naložilo ameriško sodišče, sporočilo argentinsko gospodarsko ministrstvo. Država se tako še za en korak približala delnemu bankrotu. Podjetje Amazon je razkrilo lastni pametni telefon z imenom Firephone, ki bo skušal vsaj nekoliko razdreti skoraj monopolni položaj Apple in Samsunga na tem trgu. Telefon bo v ZDA v prodaju 2 različicah po $200 in $300 preko telekomunikacijskega podjetja AT&T, ki zahteva 2-letno naročnino. San Francisco oblegajo galebi. Populacija teh ptičev se je v nekaj letih na tem območju povečala z 20.000 na kar 53.000. Galebi ogrožajo tudi letalski promet, saj je bilo samo lani 95 trčenj galebov v letala. Pristojne službe jih preganjajo tudi smetišč, pri čemer jim pomagajo sokoli in psi. In kaj se nam obeta glede vremena? Jutri dopoldne bo še deloma jasno, nato pa se bo oblačnost od severa povečala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte, prehodno bo zapihal severovzhodni veter. Zvečer se bo od severa postopno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne od 22 do 26 in na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno. Če gre verjeti vremenoslovcem, bo uvodni dan na jutrišnjem festivalu Lent deževen. Pa saj je začetni dež že kar zaščitni znak festivala. Naj festivalskim organizatorjem in vsem nastopajočim ter obiskovalcem vreme dobro služi, vam pa naj dobro služi četrtkov večer. Nasvidenje.